Naslednja vprašanja, ki so povezana z nakupom, so tveganja oziroma morebitne pasti povezane s samim nakupom. O pomanjkanju informacij glede stanja nepremičnine smo že govorili. Ogled vedno ni mogoč, bodisi iz različnih okoliščin. Lahko, da je nepremičnina zasedena, stanovanje zasedeno, uporabnik tega stanovanja ne dovoli notranjega ogleda, prisiliti v to, da nas spusti v stanovanje, ga ni mogoče in je zato pač ogled zgolj delen oziroma zunanji. Včasih so nepremičnine oddane v najem in najemnik ne spusti tretjih oseb, da bi si ogledale stanovanja. Vendar pa je treba vsem pri tem poudariti, da cenilna poročila največkrat celo vsebujejo podatke tudi o notranjem ogledu in da tako pri prodaji v izvršilnem postopku kot v stečajnem postopku izvršitelj v prvem in pa stečajni upravitelj v drugem praviloma omogočita ogled, celotni ogled nepremičnine, tako od zunaj kot od znotraj. Največja težava, največje tveganje, ki ga kupec prevzema, je, da v nakupu nepremičnine preko postopka javne dražbe prodajalec ne jamči za stvarne napake kupljene nepremičnine. Ne jamči ne za očitne, ne za skrite stvarne napake, vedno se kupuje po načelu videno kupljeno. Že iz tega načela je pomembno, da si kupec nepremičnino predhodno ogleda, ker tisto, kar vidi, to bo tudi kupil. Vkolikor je nepremičnina obremenjena z očitno napako, jo bo pazljiv in pozoren kupec seveda opazil in mu temu primerno seveda prilagodil svoje nakupno razpoloženje. Vkolikor je pa napaka skrita, pa le-te ne bo mogel uveljavljati od samega prodajalca, prav tako ne od stečajnega upravitelja oziroma od izvršilnega sodišča, ki opravlja prodajo, saj kot smo že predhodno povedali, te osebe, ki opravljajo prodajo, ne poznajo dejanskega stanja stanovanja oziroma nepremičnine in seveda tudi ne morejo vedeti za obstoj teh skritih napak. Pogosto se v javnih prodajah prodaja solastniški delež kakšne nepremičnine, kar pomeni, da se prodaja polovični delež, tretjinski, četrtinski delež in tako naprej, dočim preostali solastniški delež pa ni predmet prodaje. Ali to dejstvo o prodaji solastniškega deleža predstavlja določeno tveganje? Odgovor je pozitiven. Določeno tveganje predstavlja zaradi tega, ker ima prvič solastnik pri prodaji solastniškega deleža predkupno pravico, kar pomeni, da vkolikor se na posamezni taki javni dražbi v zadnjem krogu draženja znajdeta pač nek dražitelj, interesent za nakup in pa predkupni upravičenec, dejansko dražba poteka le med njima, pri tem pa predkupni upravičenec ni dolžan dvigovati ponujene oziroma izklicne cene, pač pa je dovolj, da jo izenači, torej da izenači najvišjo ceno. Kot rečeno iz same besede izhaja, da je predkupni upravičenec, torej ima pred istimi pogoji pač prednost nakupa, kar pomeni, da ta tretja oseba, dražitelj, ceno dviguje, predkupni upravičenec pa jo izenačuje. In ko prvi od njih odneha, torej ko določene povišice cene predkupni upravičenec ne izenači ali pa dražitelj ne dvigne že izenačene cene predkupnega upravičenca, takrat potem ostane samo še ena oseba in ta je potem uspešni dražitelj in je tudi potem kupec. Težave pri prodajah solastniških deležev so tudi v tem, ker nepremičnine v naravi pogostokrat ni možno deliti na način ali pa v enakopravnih, enakovrednih deležih, kot so sami solastniški deleži. Na primer, imamo dva solastnika, vsakdo ene polovice, eno družinske hiše. Eno družinske hiše ni možno razdeliti na dva enakovredna, dva enakopravna dela in v tem primeru potem pride v poštev seveda tako imenovana civilna delitev. To pomeni, da se oba solastnika odločita, da se nepremičnina proda in se potem ta izkupiček, kupnina deli.
med oba v deležih, kot sta bila sama lastnika nepremičnine. Torej, nakup solastniškega deleža predstavlja zopet eno tveganje, eno težavo, eno morda opravilo, da pride kupec do svojega rezultata, do svojega, kako bi rekel, učinka, ne. Seveda pa je možnost, da katerikoli od solastnikov tudi odkupi solastniški delež drugega, solastnika. To je tudi eden možnih izhodov take, situacije. Občasno, vendar zelo redko se dogaja, da se v postopkih prodaje sam postopek razveljavi. V samem postopku, o tem bomo še nekaj kasneje povedali, v samem postopku prodaje si sledi cela vrsta sklepov, predvsem sklepov sodišča, ki so potrebni za posamezen korak, prodaje. Vsak tak sklep sodišča seveda ima pritožbeni rok, in ko sklep sodišča postane pravnomočen, takrat je dokončen in ga tudi potem treba izvršiti, a ne. Se pa dogaja, da v posameznih korakih dražbe lahko nastane kakšna napaka pri samem postopku, a ne, in potem, taka napaka, v kolikor je pravilno uveljavljena v pritožbenem roku, lahko razveljavi celoten postopek od prvega koraka, nazaj, in je treba zavrniti zadeve v prvotno stanje in seveda ponovno opraviti postopek, tako da je izveden brez napake. V javnih prodajah za javno dražbo imamo opravka tudi z dolgotrajnostjo postopka. Ta dolgotrajnost je bila omenjena že prej pri daljši časovni razliki med samo cenitvijo in samo izvedbo, prodaje. Ta dolgotrajnost postopka je povezana s celotnim procesom, ki je potreben za samo izvedbo prodaje. Povedali smo, da je pač več korakov, vsak korak, predstavlja v bistvu, sklep sodišča. V stečajnem postopku, na primer, sodišče za sklep, da se določena nepremičnina proda, ko tak sklep postane pravnomočen, in seveda zoper njega je možna pritožba in zoper pritožbe je treba zopet odločitev sodišča o sami pritožbi. Po pravnomočnosti take odločitve potem upravitelj razpiše javno dražbo. Ta javna dražba se ne sme odviti, prej kot 30 dni od samega razpisa, javne dražbe. V kolikor je javna dražba uspešna, potem upravitelj s samim kupcem sklene prodajno pogodbo. Rok za sklenitev take pogodbe je 3 dni od zaključka same javne dražbe. V kolikor vrednost nepremičnine presega določeno vrednost, je k taki prodajni pogodbi potrebno pridobiti še soglasje sodišča. Sodišče v tem primeru zopet izda sklep, da se izdaja tako soglasje, zoper tak sklep je zopet možna pritožba. In v primeru, ko postane tak sklep pravnomočen, pogodba stopi v veljavo, torej je pač pogoj izpolnjen, da je sodišče dalo soglasje, čaka se na plačilo kupnine, ko, kupec v celoti popolnoma poravna, obveznosti iz prodajne pogodbe, torej predvsem plača kupnino, nato sodišče izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu. Ko ta sklep zopet postane pravnomočen, sodišče po uradni dolžnosti pošlje ta sklep v zemljiško knjigo in zemljiška knjiga opravi prepis lastninske pravice na kupca. Skratka, postopek od samega nakupa na javni dražbi do samega prenosa lastništva v zemljiški knjigi lahko traja dlje časa. Koliko časa, je težko reči, zato ker je tudi sam plačilni rok v prodajni pogodbi, kadar se kupuje v stečajih, maksimalno 90 dni, kar pomeni, sam kupec lahko delno vpliva na skrajšanje tega roka na način, da prej plača kupnino. Po plačilu kupnine bo pa upravitelj takoj potem predlagal izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu in, v kolikor ne pride do pritožbe, nastopi pravnomočnost tega sklepa in potem prenos, lastninske pravice na kupca. Kaj pa je tudi dejanska težava za to dolgotrajnostjo postopka? Težava je v tem, da kupec mora plačati kupnino, najprej varčino, potem pa tudi celotno kupnino, preden sploh se vpiše v
zemljiški knjigi kot lastnik. Kar pomeni, da te nepremičnine, ki jo kupuje, ne bo mogel dati v zavarovanje za primer, kadar bo to nepremičnino kupoval z bančnim posojilom, a ne. To pomeni, da se od kupca pričakuje, dejanske okoliščine pričakujejo, da je dovolj likvidno sposoben, da bo to kupnino, nakup financiral iz lastnih sredstev, a ne, in šele potem, ko bo vpisan v zemljiško knjigo, bo lahko to refinanciral z morebitnim bančnim virom, v kolikor je pač to en od finančnih modelov nakupa, za katerega je se kupec odločil. Pri nakupu nepremičnine na javni dražbi obstajajo tudi določena finančna tveganja. Ta finančna tveganja seveda se odražajo predvsem v morebitnih neplačanih obveznostih za to stanovanje, ki jih prejšnji lastnik ni izvršil namenoma ali pa iz dejanske nezmožnosti, recimo neplačani prispevki v rezervni sklad stavbe ali pa obveznosti do raznih dobaviteljev. Seveda, obveznosti dobaviteljev se glasijo na točno določeno osebo, ki ni kupec v tej nepremičnini, vendar v praksi se je že dogajalo, da je dobavitelj pogojeval ponovni preklop določenega stanovanja, nepremičnine na njegovo storitev pod pogojem plačila vseh obveznosti, sicer prejšnjega lastnika, ampak na točno določen del nepremičnine, a ne. In seveda, da zato, da je ta stvar čim prej urejena in da je vzpostavljena dobava raznih potrebnih storitev, a ne, je primerno, da se to čim prej sanira in da to čim prej tudi kupec uredi. Zakaj včasih ni možno, mislim, vse te informacije o neplačanih obveznostih je seveda možno preveriti pri samih dobaviteljih, praviloma to v izvršbi stečaja upravitelji naredijo, je pa dejstvo, da se pač te stanja se spreminjajo tekom časa, a ne, seveda za določeno stanovanje, za katerega je potrebno plačevati v rezervni sklad, tudi v času prodaje te obveznosti nastajajo in jih je treba poravnavati. V kolikor sredstva v stečajni masi niso na razpolago, upravitelj tega ne more narediti in potem pač nastaja dolg do rezervnega sklada. Na drugi strani seveda pa je tudi okoliščina, da so v dobro stavbe iz naslova lastništva tega stanovanja vplačana sredstva v rezervni sklad, a ne, kar pomeni, da kupec dobi določeno dobro imetje, denarno dobro imetje, ki se odraža pač v pozitivnem stanju v rezervnem skladu. Seveda tega dobro imetja ne more dvigati in si ga izplačati, ampak se lahko uporabi samo v skladu z odločitvami pač stanovalcev oziroma nadzornega odbora posamezne stavbe za namen, da se odpravljajo ali pa izvršijo določene izboljšave na stavbi. Seveda te investicije praviloma povečujejo vrednost same nepremičnine oziroma same nepremičnine. Za marsikaterega od interesentov oziroma držiteljev je sam postopek nakupa, bodisi v izvršbi, bodisi v stečaju, pač dosti eksotičen, nepoznan, ne poznajo posameznih korakov, zato je pomembno, da se seznanijo z samimi procesnimi koraki, postopki v sami prodaji. Kot rečeno, postopek prodaje za lastnika opravlja tretja oseba, proces je reguliran z zakonom, potrebno je veliko posameznih odločitev sodišča, vsako odločitev sodišča je možno ugovarjati s pritožbo, treba čakati na pravnomočnost take odločitve, zato je ta postopek precej dolg, za nekoga, ki ni poznavalec teh postopkov, lahko tudi zelo zakompliciran, veliko je rokov vezanih na vrednost nepremičnine, na sam postopek prodaje, torej javna dražba ali pa zbiranje ponudb, objave v AJPES-u, komunikacija z dejansko osebo, ki opravlja prodajo, je ne bom rekel otežena, ampak je pač specifična.
Z stečajnim upraviteljem praviloma možna komunikacija preko elektronske pošte ali pa po telefonu, z izvršilnim sodiščem pa je komunikacija pretežno in pa predvsem v pisni obliki. Največja težava, tveganje, ki se pojavlja v nakupih preko javne dražbe, je sama posest nad stanovanjem. Posest oziroma pač ali je stanovanje zasedeno oziroma ni zasedeno s kakšnim uporabnikom oziroma osebami, ki noter živijo. V stečaju se sklepi o izselitvi, izpraznitvi in zaužitju stanovanja izdajajo pred samo prodajo, tako da stečajni upravitelj lahko doseže izpraznitev nepremičnine pred samo prodajo in v kolikor pač ni prostovoljne izselitve, to lahko doseže s pomočjo sklepa sodišča in pa asistence oziroma fizične asistence samega izvršitelja, tako da izprazni stanovanje ga prevzame v posest in ga lahko potem tudi kupcu dejansko kot praznega izroči. Pri izvršilnem postopku prodaji nastopi nalog za izvršitev šele po opravljeni prodaji. Če ne pride do prostovoljne izročitve posesti, potem je možno za izvršiteljem doseči prisilno izselitev. Pri tem seveda pa lahko nastanejo, pri vsaki izselitvi pa seveda lahko nastanejo zapleti in časovna komponenta se podaljša, predvsem nastanejo določeni stroški, namreč pravica do doma je ustavno varovana kategorija in kadar pa trčimo potem v ustavno priznane pravice, pa seveda zadeve lahko postanejo pravno zelo komplicirane in dejansko oteženo izvrševanje.